Kako živeti v notranjem miru? Zakaj mnogokrat živimo v nemiru, v stresu, ter smo obremenjeni z najrazličnejšimi problemi? Preprosto zato, ker naš razum, naš ego ni naučen, da bi živel v sedanjem trenutku, v trenutku tukaj in zdaj. Naučeni smo živeti v svoji glavi, v svojem umu in ne v svojem srcu. Skozi dan smo vse preveč v svoji glavi. Neprestano preračunavamo, premišljujemo, analiziramo, vodimo notranje dialoge v glavi. Žal pa nas vse to tako zelo obremenjuje. Vse to pa so le misli, ki se vsak dan ponavljajo. Misli, ki so bile podobne včeraj in bodo podobne jutri. Ne pozabimo, da več kot 90% naših misli danes je enakih, kot so bile včeraj ali dan poprej. In vse te naše misli bodo enake jutri in vse naslednje dni. Zato se še tako željena sprememba ne zgodi, pa čeprav bi si mi to zelo želeli. Zato je zdaj čas, da se naučimo živeti v tem trenutku, v trenutku tukaj in zdaj, v trenutku, ki ima edini moč. Naučimo si prisluhniti svojemu telesu. Naučimo si prisluhniti svojemu srcu. Tudi takrat, ko nam je težko, ko smo v strahu, v stresu, v depresiji, ter nam ni prijetno in smo nemočni, tudi takrat se lahko naučimo, da čutimo v sebi lahkotnost, da čutimo mir v svojem telesu. Kako to doseči? Nič ni samo po sebi umevno, zato se je potrebno za to potruditi. Zato je potrebna vsakodnevna vaja, vsakodnevni trening. Preprosto se moramo le naučiti sprostiti svoje telo, ter se prepustiti in zaupati življenju. Vedimo, da to se ne bo zgodilo skozi noč. Zato je potrebna vztrajnost in vaja. Vendar bomo na koncu poplačani, kajti življenje lahko postane čudovito lepo. Življenje bo tako postalo čudo. Življenje je nekaj, kar je popolnoma nerazumljivo našemu razumu. Samo življenje je čudo.
Iz 2 celic se rodi življenje. Ali ni to čudovito? Ali ni to Božji čudež? Mi sami smo življenje. Življenje je v nas vseh. Ko razum ne ve in se bori, ko ima negativno pričakovanje zaradi slabih izkušenj, ko razum skrbi, analizira, razmišlja, preračunava, takrat je naše življenje polno skrbi ter strahu. Pa si res želimo tako nadaljevati? Ta trenutek se lahko odločimo, da to prekinemo. Ta trenutek ozavestimo vse to. Ozavestimo vse to, kar se nam dogaja. Ko bomo to redno in vsakodnevno delali ter se učili živeti v trenutku, se nam lahko vse spremeni. Živeti zdaj, v tem trenutku, to sekundo in se tega popolnoma zavedati. Ta trenutek je edini čas, ki ga imamo. Ta trenutek je vse. In v tem trenutku je vse v redu. Prav ta trenutek smo popolnoma varni in zaščiteni. Ta trenutek se prepustimo življenju. Imeti vedno in vselej zaupanje v življenje samo. Zaupanje v višjo silo, zaupanje v Božjo ljubezen, v silo, ki je ustvarila vse. Naučimo se živeti zdaj v tej sekundi, kajti zdaj je vse v redu. V tej sekundi, v tem trenutku imamo vse, kar ta trenutek potrebujemo. Ozavestimo ta trenutek ter se ga še bolj zavedajmo. Zakaj bi še vedno živeli na načelih in temeljih preteklih izkušenj? Zakaj bi ta trenutek zamenjali za strah, za skrbi? Zakaj bi ta trenutek zamenjali ter se obremenjevali z našo preteklostjo, ki se je že zgodila in jo ne moremo več spremeniti? Ali pa bi skrbeli za svojo prihodnost, ki bo šele prišla? In tako nam ta trenutek
uide. Tako tega trenutka ni več, kajti mi smo v svoji glavi in stalno premišljujemo o svoji preteklosti ali pa skrbimo o svoji prihodnosti. Vendar ni potrebe, da se to nadaljuje. Mi smo gospodarji svojega življenja. Mi smo tisti, ki ustvarjamo svoje življenje. Mi smo tisti, ki se ta trenutek odločamo, kako se bomo počutili. Mi smo tisti, ki se ta trenutek odločamo, na kaj bomo mislili. Ta trenutek mislimo le na ta trenutek, na čas tukaj in zdaj, na to sekundo. Zavedajmo se vsega, kar se ta trenutek dogaja. Zavedajmo se vsega, kar ta trenutek občutimo. Lepo in prijetno nam je. Naredimo globok vdih in izdih, ter se še bolj zavedajmo tega trenutka tukaj in zdaj. Vedno in vselej lahko na vse stvari pogledamo iz pozitivne strani, kljub temu, da se nam dogajajo neprijetne stvari. Naučimo se videti v vsaki stvari tudi nekaj dobrega. Ko se bomo nekoč ozirali nazaj v našo preteklost, bomo videli, da so bile prav najtežje preizkušnje naš največji blagoslov. Preprosto zato, ker smo se največ naučili, ter smo največ zrasli na svoji življenjski poti. Zato je pomembno, da ne sledimo našemu egu, ter mu ne dovolimo, da nas prevlada. Vsi mi želimo biti srečni, vsi mi želimo biti zadovoljni in vsi mi želimo uživati v svojem telesu ter v svojem življenju. To pa bomo lahko storili tako, da se bomo odmaknili od svojih pogojev za srečo,
od svojih pogojev za ljubezen. To pomeni, da si prenehajmo govoriti neprestano: moram še to in to storiti, moram uresničiti svoj cilj, moram uspeti, moram ustvariti, morajo me sprejeti. Vsi okoli mene morajo biti zdravi, vsi okoli mene morajo biti srečni in zadovoljni, vsi morajo živeti v blagostanju in tako dalje. Vsi ti pogoji iz naše okolice morajo biti izpolnjeni, da bi mi lahko bili srečni in zadovoljni. Vendar se zavedajmo, da je to iluzija. To preprosto ni mogoče. Vsi ti pogoji, vsa ta pričakovanja nas naredijo še bolj nesrečne in še bolj nezadovoljne. Vse to si je zamislil naš in to je nemogoče. Pogoji in pričakovanja iz okolice so takšni, kakršni so, in take jih je potrebno sprejeti. Taki kot so, so v redu. Taki kot so, so najboljši. To, kar mi potrebujemo storiti za svoj notranji mir in zadovoljstvo, je, da se ločimo od vseh teh pogojev iz okolice, da ničesar ne pričakujemo. To pomeni biti brez pogojev, brez česarkoli, ter se zavedati, da mi smo ljubezen, mi smo svetloba, mi smo življenje, mi smo zadovoljstvo, mi smo sreča, mi sami smo vse, kar si želimo. To pomeni brez pogojev, brez pričakovanj. Karkoli si kdo misli o nas, mi smo srečni. Karkoli kdo reče, mi smo zadovoljni. Kajti globoko v sebi vemo točno, koliko smo mi vredni in kaj vse si zaslužimo. Zato se le objemimo sami sebe, ter zaživimo v miru in harmoniji. Bodimo in živimo v sedanjem trenutku. Bodimo in živimo v sreči. Bodimo ljubljeni ter bodimo izpolnjeni. Vsi mi si to zaslužimo.